Ste družinsko podjetje, ki razvija celostne tehnološke rešitve v procesni in laboratorijski analitiki ter zastopate tudi tuje proizvajalce visoke tehnološke, laboratorijske in procesne opreme za mikrobiološke analize v farmacevtski, medicinski, živilski in petrokemijski industriji. Poleg tega se ukvarjate tudi z raziskavami in razvojem v akademskih institucijah. Kakšno pa bo po vaši projekciji podjetje čez 5 let? Kaj vidite kot največje tveganje? Čez 5 let bo po naši projekciji podjetje eno vodilnih med prvimi 3 v regiji za ponudbo recimo visokotehnološke opreme. K temu jasno smo že zdaj dodali tudi servisno podporo, aplikativno podporo, ker gre za opremo, ki se uporablja v biofarmacevtiki, v raziskovanih vedah. Na področju raziskav oziroma analitike v farmacevtiki si pa želimo biti eden od glavnih igralcev v Evropi. Zaenkrat smo majhni v tem pogledu, ampak obeti potencial je ogromen. Naj sam povem, da recimo v zadnjem letu smo zgradili 4 laboratorije, vsi so že polno zasedeni za leto pa pol naprej. Niso še niti narejeni. Kakšen je delež izvoza v prodaji in na katere trge izvažate? Na področju opreme je izvoz, v sosednjo Hrvaško oziroma 7-8 držav, v bistvu Hrvaška, Bosna, Srbija, Makedonija, Kosovo, Albanija. Na področju farmacevtskih analiz je pa v bistvu analize dobivamo iz Nemčije, Francije, Avstrije, nekaj Slovenije, z Hrvaške tudi, ampak večinoma zahoda. Kje se pozicionirate v svoji panogi, tako ožje v Sloveniji in kot širše v Evropski uniji? Bom spet razdelil, zato ker je ožje v Sloveniji ali pa regiji smo sigurno med prvimi 5 v tej branži. Opreme zdaj v analitiki, pa tudi med prvimi. Ne glede na to, da je pač velikost recimo večjih podjetij nemških, naša velikost je manjša, imamo pa to ključno prednost in to je ravno, da smo v bistvu hkrati, prodajalci analitske opreme in hkrati to isto opremo uporabljamo za analitiko, pa same storitve v analitiki, kar nam daje dosti večjo konkurenčno prednost, predvsem ne samo pri ceni, ampak tudi predvsem pri razumevanju opreme, pa tudi v bistvu pri trendih, kakšni trendi se narekujejo v opremi. Sedaj vsa podjetja vlagajo v robotiko. Ali tudi vi to uvajate, na kakšen način oziroma kako avtomatizirate procese dela? Robote v tem delu, ki imamo mi, so lahko pipetirni roboti, ki pipetirajo. In so to roboti kot za avtomoto industrijo, ki se tako ponavadi pomislimo za robota, kaj je robot. Ampak ja, tudi v bistvu analitiki gre vse v avtomatizacijo. Kar pa ne pomeni pa nas, da bo manj ljudi, ne? Ker mi, v bistvu vse se premika, ljudje so prej pipetirali, to pomeni, smo pipeto, pa levo, pa desno, pa dati ročno. To pomeni, ta del avtomatiziraš, ti pa še vedno rabiš visoko izobražen kader, da bo rezultat ne sam prebral, da ga bo v bistvu interpretiral, da ga bo razložil, da ga bo umestil v pravi kontekst in v bistvu potem tudi se s partnerjem pogovoril, kaj hoče naprej. Tako da v bistvu za razliko od tekočih trakov, ker so roboti, ne pomeni to manj ljudi, ne, ampak pomeni bolj kakovostne ljudi na koncu verige. Tako da v bistvu odgovor je ja, stvari se avtomatizirajo z roboti, ki delajo pač na mestu ljudi, to kar je lahko možno, da vzorce sami, da ni treba vzorce lastnoročno, da delajo avtomatsko, ampak v bistvu v naši branži je še vedno naraščajoč trend za iskanje ljudi, na visokokakovostnih ljudi.